Po 3 zaporednih remijih nova zmaga in povečanje prednosti na lestvici. Pred zmeraj težavnim gostovanjem na Bonifiki je bilo tokrat v vijolični zasedbi spet veliko manjkajočih, bodisi zaradi kazni, bodisi zaradi poškodb. Tako so mesta na rezervni klopi med drugim zasedli mladi Danijel Vujčić, Damjan Vukličević in debitant Dejan Vokić. Kljub zdesetkani zasedbi so prvaki v dvoboj krenili odločno in od prve minute dali vedeti, da jih zanima samo zmaga. Že v prvih 10 minutah je razpoloženi in razigrani Agim Ibrahimi dvakrat zapretil. Njegov prvi projektil je domači vratar Adam komajda preusmeril. Pri drugem je Ibrahimi meril z večje razdalje, mladi koprski vratar pa je bil na mestu. In prav koprski vratar Adam je bil v glavni vlogi v naslednji akciji. Luka Zahović je podobno kot proti Sportingu predvidel podajo nazaj vratarju, bil hitrejši in Adam ga je grobo zbil na tla. Izključitev in kazenski strel, ki ga je zanesljivo izvedel Dalibor Volaš. Vsak gol je pomemben, zelo sem vesel zaradi tega. Drugače Agim izvaja 11 metrovke, vendar mi je odstopil in sem izredno vesel zaradi tega in enostavno sem zadeval oba zadetka. Le nekaj minut zatem nova akcija Ibrahimija. Tokrat so njegovo podajo idealno preusmerili koprski branilci pred noge Damjana Boharja, ki je prav tako končal svoj strelski post. Do konca polčasa še en lep poskus Derviševića, ki se mu ni šlo za ponovitev jesenskega gostovanja na Bonifiki. Tik pred koncem polčasa pa vseeno krona prevlade še s 3. golom. Tokrat je bil začetnik akcije Stojanović, njegova podaja prišla do Vilerja. Ob njegovem poskusu pa je odlično reagiral Zahović in žogo potisnil v mrežo. Visoka prednost v polčasu je omogočila Anteju Šimundži, da dragocene tekmovalne minute nameni tudi debitantu Dejanu Vokiću in že preizkušenem Damjanu Vukličeviću. Zelo sem vesel za to priložnost, ki sem jo dolgo čakal. Spomnim se, da je bila moja zadnja tekma proti Celju, zato sem še toliko bolj vesel, da mi je trener zaupal teh 45 minut in jaz sem jih probal izkoristiti maksimalno. Razmerje moči se bistveno ni spremenilo tudi ne v drugem polčasu, le intenziteta je logično padla. Mariborčani so bili še naprej tisti, ki so bili bolj nevarni. Tako je v 55 minuti Viler lepo podal z leve strani pred gol, kjer je Volaša, ki je bil v idealnem položaju, s hrbta odrinil Gregorič. Kljub nepisanem pravilu je Volaš še drugič na eni tekmi suvereno izkoristil kazenski strel. Do konca tekme beležimo še en poskus Volaša po atraktivni potezi Vokića. Definitivno imamo talente v nogometni šoli, definitivno imamo igralce, kateri bodo otvorili prihodnost v majici Maribora. Vukličević je že znan obraz, je že dalj časa z nami. Dejan Vokić je pa en mlad igralec, kateri se je izkazal z delom v mladinskih selekcijah, z tekmami. Enostavno ima ogromen talent, ima ogromen potencial, da ga pa izkaže, pa ga čaka zelo, zelo trda pot.
Na drugi strani pa nesrečno situacijo, zaradi katere je Petar Stojanović ostal brez nastopa v sredo. Dvoboj s Pučkom je sodnik Balažič ocenil za kazenski strel in ker je Stojanović že imel rumeni karton, je sledil odhod v slačilnico. Jasmin Handanović pa je ponovil vajo iz jeseni in še drugi zapored ubranil 11-metrovko na Bonifiki. Galešič je sicer dobro meril, toda Handanović postaja pravi mojster branjenja kazenskih strelov. Kljub temu se je domačinom išlo za tolažilni gol. Črnigoj je v predzadnji minuti iz prostega strela močno usmeril proti golu, Blažič pa refleksno nastavil nogo za končnih 1:4. Po prvenstvu sedaj sledi pokal. V sredo ob 17. v Ljudskem vrtu prva tekma polfinala pokala proti Celju.